Povzetek Kojčovega učbenika življenja. Naučimo se v naše življenje privabiti ljubezen, zdravje, uspeh, srečo in blaginjo. Potrebno bo veliko dela in potrpljenja, preden bomo vse to osvojili, vendar se splača, kajti plačilo na koncu bo nepopisno. Zavedati se moramo, da vse, prav vse, kar potrebujemo, imamo že v sebi. Le poiskati moramo to, oziroma to prebuditi. Naše življenje se vedno odvija tako, kakor smo mi sami prepričani, da se bo odvijalo. Naše telo se bo oblikovalo točno tako, kakor smo mi sami prepričani, da se bo oblikovalo. Vse, prav vse se poraja duhovno iz našega notranjega prepričanja. Recimo si, naše življenje se oblikuje tako, kot želimo. Moje življenje se oblikuje tako, kot želim. Moje življenje se oblikuje tako, kot želim. Spoznati moramo popolno resnico, to je oblast duhovnih zakonov. Sila, ki je vse, kar biva, ustvarila in nenehno vse ustvarja, je prasila. Lahko ji rečemo tudi Bog. Življenju se nič, prav nič ne more zgoditi brez volje te sile. Volja prasile deluje po naših željah in se nam vedno izpolni le tedaj, ko smo prepričani, da se bo izpolnilo. Če prihodnosti pustimo prosto pot, takrat bo zaželjeno prišlo samo po sebi. Čim močneje pa hočemo nekaj izsiliti, tem prej dosežemo ravno nasprotje tega, kar želimo. Zato nikoli ničesar ne zahtevajmo, le velikodušno sprejemajmo. Vse, kar se nam zgodi, ni naše zavestno hotenje in prizadevanje, temveč naše podzavestno prepričanje oziroma naša vera. Šele ko zdravja in uspeha ne izsiljujemo več, bo prišlo in zdravje in uspeh. V naše naročje bo prišlo kot darilo. Ničesar hoteti pomeni vse zaželeno dobiti. Resnično znanje pa dosežemo s poznavanjem. Ker ljudje nenehno iščemo znanje, velikokrat trpimo, se bojimo, mnogokrat zavidamo drugim, smo nemirni, jezni, besni, sovražni, žalostni. Preprosto, mnogokrat nas je strah.
takrat iščemo vsako bilko, ki se jo želimo vkleniti. Vse, kar bi nam takrat pomagalo nazaj k veri, uspeh, k naši odrešitvi. Vse naše molitve in daritve so le sredstvo, da bi ponovno dosegli to vero. Namesto vere stopi potem samoutemeljeno prepričanje. Namesto nevednosti vednost. Vednost, ki izvira iz spoznanja. Tako se nenehno razvijamo v višje, popolnejše in srečnejše bitje. Če bi ne bilo trpljenja, ne bi bilo razvoja in ne bi bilo naše odrešitve. Šele v trpljenju lahko spoznamo naše napake in zmote. Trpljenje samo po sebi pospešuje naš duhovni razvoj. Nas vodi vedno bližje k odrešitvi, se pravi k spoznanju resnice. Ko pa spoznamo resnico, ta odstrani vse trpljenje z našega življenja in namesto trpljenja postavi najglobjo spokojnost, mir, ljubezen in samoumevnost. Svojih bolezni, neuspehov in nesreč se nismo mogli ugniti. Morali smo jih doživeti, da zaradi njih, prav zaradi njih dosežemo veliko resnico. Resnico, ki nam jamči izpolnitev vseh naših želja. Popolnoma zaupajmo. Ko spoznamo to resnico, pridemo do prepričanja, da se bo zaželeno zgodilo, da bo tisto, kar si želimo, prišlo v naše življenje. Vse v našem življenju se dogaja popolnoma po določenih zakonih. Zakonih, ki se nikoli ne prekršijo. Vse je že naprej določeno. Zato moramo zaupati življenju, zaupati prasili, zaupati Bogu. Prepustimo vse naše skrbi v Božje varstvo. Smo popolnoma varni. Vse, prav vse se bo zgodilo v naše zadovoljstvo. Za nas je popolnoma poskrbljeno. Božje stvarstvo nas bo odrešilo občutka odgovornosti, ker se bomo popolnoma predali pod njegovo okrilje. Naenkrat bomo postali brezmejno mirni. Vdali se bomo v nadaljnjo usodo, saj bomo vedeli, da smo popolnoma varni. Saj nam Bog želi le dobro in najboljše. Naše življenje se bo napolnilo z ljubeznijo, zdravjem, mirom, zadovoljstvom, uspehom, zaupanjem, srečo ter blagostanjem. Obkrožali nas bodo le ljubeči in prijazni ljudje. Dokler nekaj ljubimo,
nas tu ne more nikdar razočarati. Vse dobro v našem življenju, ljubezen, zdravje, sreča, uspeh in duhovno rast lahko ustvarimo le z dobrimi mislimi in ljubeznijo, ki jo nesebično širimo. Najprej ljubimo sami sebe in ta ljubezen bo potem odsevala na vse, na vsakogar, ki ga bomo srečali, na vse, kar se nam bo dogajalo v našem življenju. Ljubezen je nekaj najmočnejšega, kar imamo. Ko bomo začeli živeti v harmoniji sami s seboj in svetom, ki nas obdaja, bomo v soglasju s stvarstvom in v svoje življenje bomo privabili le obilje in srečo. Kar dajemo, bomo dobili, kar sejemo, bomo želi. Naše življenje je torej v vsakem pogledu čudovito urejeno. Zato si ga nikar ne pokvarimo z lastnim vmešavanjem, z lastnim hotenjem. Ni nam potrebno prav za nič skrbeti. Vse zaželeno bo prišlo samo od sebe. Prihodnosti moramo pustiti prosto pot. Le zaupajmo in mirno počakajmo. Vse skrbi so popolnoma odveč. Zavedajmo se, da sreča ni ne v preteklosti in ne v prihodnosti. Sreča je vselej le v sedanjosti. Zato brezskrbno živimo v sedanjem trenutku, tukaj in zdaj. Tega ne odlašajmo na nedoločen čas. Sedanjost jemljemo takšno, kot je, in ne takšno, kakršno bi radi videli. Samo tedaj bomo lahko srečni. Kar je bilo in kar je, ne moremo spremeniti. Kar bo, je že določeno. Vse, prav vse, kar se dogaja, pa je dobro premišljeno, modro in dobro, ter služi vedno le izpolnitvi in izboljšanju našega življenja. Prav nihče ne more uiti samemu sebi. Vsak se mora rešiti svojega trpljenja, samo če se skozi spoznanje resnice sam odreši. To pa lahko dosežemo le skozi trpljenje. Naše življenje je očiščajoč proces. Le trpljenje je tisto, ki nam omogoča spoznati svoje napake in zmote. In le trpljenje nas vodi k boljšemu in popolnejšemu življenju. Nikomur ni prihranjeno. Vsak, prav vsak izmed nas ga more sam prestati. Trpljenje je edina pot k odrešitvi iz trpljenja samega. Zato se mu ne moremo izogniti.
in ne moremo izsiliti boljšega življenja. Zavedati se moramo, da bo vedno poskrbljeno za nas. Vedno je poskrbljeno za mene. Za mene je vedno poskrbljeno. Bog v svoji popolni harmoniji vselej hoče, da smo zdravi, srečni, zadovoljni. Čaka le, da mi sami v svojem razumevajočem procesu to dejstvo spoznamo in v svojem razvojnem procesu to dejstvo potem tudi zavestno živimo in mu zaupamo. Za vsak uspeh v življenju smo dolžni zahvalo. Zato se vsakodnevno zahvaljujmo. In vsakodnevno to tudi storimo. Hvala. Hvala za življenje. Hvala za vse, kar se nam dogaja. Hvala. Ko bomo docela spoznali zakon modre, naprejšnje določenosti in predvidenosti, ki izpolnjuje naše želje, se ne bomo več mučili z vprašanji, kaj bo, temveč bomo enostavno vse, prav vse v svojem življenju prepustili višji sili. Takšno gledanje na življenje nas osvobodi vsega slabega. Vsem bomo naenkrat videli le dobro. Vedno in brez izjeme se mora zgoditi le dobro in zaželjeno. Resnica pa, po kateri iz svojega življenja izločimo bolezen, nesrečo, neuspeh, revščino, bedo in obup, praktično uporabimo tako, da smo povsem brezbrižni do vsega dogajanja. Da gledamo vsem res samo dobro in najboljše, da torej popolnoma zaupamo našemu stvarniku. Prihodnosti pustimo prosto pot in vselej se bo brez izjeme zaželeno zgodilo. Le počakati moramo. Takoj pa, ko bomo hoteli od prihodnosti nekaj izsiliti, se bo zgodilo vedno in brez izjeme ravno nasprotno. Zgodilo se bo to, kar si ne želimo. Strah je najzanešljivejše sredstvo, da si prikličemo ravno to, česar se bojimo. Pa naj bo to bolezen, nesreča, neuspeh, revščina, žalost, obup, karkoli. Strah naj gre stran. Ne dovolimo, da nas prevzame. Strah je nekaj najslabšega, zato se v našem življenju ničesar ne bojimo. Kajti zavedati se moramo, da je za vse poskrbljeno
in da strahu ne potrebujemo. Slepo zaupajmo vsemogoči sili. Zaupajmo Bogu. Zaupajmo našemu stvarniku. Brezpogojno zaupati. Zaupati popolnoma brez strahu. Mogoče v začetku le ne bo tako preprosto, vendar ne obupajmo. Vsi se šele približujemo popolnosti in se učimo. Mogoče se bomo občasno morali še upreti na vse splošne medicinske metode, ki nam poskušajo pomagati. Vendar prej ali slej bo tudi za nas nastopil trenutek, ko bomo z največjo samoumevnostjo absolutno brezbrižni do prav vseh življenjskih situacij. Vse naše bolezni, nesreče, revščino bodo izginile šele takrat, ko bomo do potankosti spoznali moč zaupanja, ki izpolnjuje vse naše želje, in bomo hkrati poudarjali in videli le dobro, dobro prav vsem. Zavedajmo se, da je v našem svetu vse dobro. Vse je obsijano z ljubeznijo in mirom. Začutimo mir, začutimo ljubezen, ki je vse okrog nas. Ta mir ponesimo s seboj in ga imejmo v svojem srcu vsak trenutek. Naše življenje je obsijano z ljubeznijo in mirom in prav je tako. Vsak dan nam gre v vsakem pogledu le bolje in bolje. Smo popolnoma varni in ljubljeni. Ne pozabimo, za nas je vedno poskrbljeno. Hvala.